Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 26 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Imeli so nas za smučarje, no, to smo še vedno, kot tudi seveda skakalci, letalci, ampak v zadnjem času smo najbolj kolesarji. Slovenija ima namreč prvega, drugega in petega kolesarja na svetovni lestvici. Prvi, drugi in peti na svetu. Noro. Naj traja. Sedaj pa se lotimo 103. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali analiza prvih soočenj, vpogled v drobovje predvolilnih soočenj. Z uradnim začetkom volilne kampanje so se začela tudi prva prava predvolilna soočenja. Kaj se je na njih dogajalo in kaj se še bo, bomo vprašali naša stalna komentatorja, dr. Matevža Tomšiča in Tina Mamiča. Matevž, Tino, dobrodošla. Pozdravljen. Lep pozdrav. Najprej me zanima vajino mnenje, Matevž, Tino, kaj se je v bistvu spremenilo, če se je kaj spremenilo z uradnim začetkom volilne kampanje, ne? Ker občutek je bil, da je volilna kampanja tako ali tako permanentna, ampak vsaj zadnji mesec dni pred uradnim začetkom pa še posebej. Torej, sta vidva kaj občutila ta uradni začetek volilne kampanje ali je pa to sam nek datum, ki je v bistvu bolj pomemben za neka volilna opravila, kot pa za dejansko percepcijo samih volitev? V bistvu je ta volilna kampanja oziroma začetek volilne kampanje bolj kot nek formalizem, ne, ker pač začnejo veljati neka pravila in podobno, kar se tiče oglaševanja in ostalih zadev, vendar pa dejansko se te zadeve dogajajo že prej, konec koncev tudi soočenja smo imeli že preden se je ta uradno volilna kampanja začela. Razlika je v tem, da jih je zdaj več, ne, da je zdaj nekako ta prostor glede tega bolj zgoščen, ne, da si soočenja sledijo zdaj praktično na vsakih nekaj dni, ne, in je pa tudi, kar se tiče čisto same spremljenosti tega, jaz vidim tukaj neko nevarnost v neki možni zasičenosti gledalcev. Ne. Ker to, kar zdaj opažamo, je, ne, da se skozi vrtijo ena in ista vprašanja se postavljajo, ene iste debate, ene iste floskule, konec koncev, s strani istih udeležencev, tako da ja, konec koncev včasih se dobi človek vtis, da vidi eno soočenje in je nekako potem ostalih malo, da ne rabi gledati, če sem majčkeno ciničen. Tino? Ja, se precej strinjam, posebej s to zadnjo besedo floskule. Floskule so strani novinarjev najprej, potem pa tudi strani politikov. In to poslušamo tako pred kampanjo, zdaj pa intenzivno. Ni prave vsebine, zato ker novinarji ne postavljajo pravih vprašanj, ampak postavljajo taka, včasih bi rekli, ideološka. Recimo, če se ti danes pogovarjaš o drugi svetovni vojni, bomo rekli, da je to ideološko vprašanje in to je predmet vsake kampanje. Letos se je kampanja začela z obiskom Janeza Janše v Kijevu. Torej, to je zdaj glavna točka vprašanj za kampanjo, kar je brez nobene potrebe. Sploh ne gre za vsebino, ampak je točno vemo, da bojo levi proti, desni bojo za in volivcu nisi nič povedal. Zato so to floskule in strani politikov potem tudi. Ampak vi, na tedniku Domovina ste poskušali ubrati drugačen pristop, ste naredili tudi brezplačnik, ki so ga dobila vsa gospodinjstva, kjer ste poslali praktično vsem strankam, ki kandidirajo, ista vprašanja in pač potem objavili njihove odgovore, oziroma tam, ker niste dobili odgovorov, ste sami poskušali iz programov pač poiskati odgovore na ta vaša vprašanja. Ja, to je bila medijska inovacija s tem brezplačnikom Domovina, ne. Ga pokažem, zato ker mnogi poštarji niso... Če ga kdo ni dobil, da naj poštarje za ušesa, ne. Tino za Domovino. Ja. Torej, mnogi poštarji niso razdelili in zdaj so na pošti jezni, ker smo to ponovno ponovili, ne. Skratka, mi smo 8 največjih strank smo naredili vzporednice in postavili vprašanja, na katera so odgovorili, nekateri niso in smo mi potem našli odgovore in si lahko potem volilec lažje
ustvari mnenje o določeni stranki. Posebej tudi, recimo, ko izbiraš recimo med dvema ali tremi strankami, da vidiš potem, kje so nianse. Ne? In če jim postaviš prava vprašanja, potem najdeš razlike med strankami. Ja. Zdaj, Matevž, Tino je rekel 8 največjih strank. Ne? To že samo po sebi pove, da je strank več kot 8, ne? Če jih je 8 največjih. Zdaj, zdi se, da je na vsakih naslednjih volitvah več strank, ne? Večja volilna izbira. A je to dobro ali slabo za volivce? Ja, no, tako rekel bi, da načeloma dobro, vendar pa je to odvisno od vsebine, ne? Od tega, kaj te stranke ponujajo. Ne? Pomembno je, a dejansko ponujajo neko dodatno obogatitev političnega prostora, se pravi, da zastopajo recimo neke vrednote, zagovarjajo neke vrednote, ponujajo neke ideje, ki jih drugi ne, ali gre zgolj za neko kopičenje istega, ne? Ali pa neko ponavljanje istega. Ne? Tukaj predvsem imamo zdaj opraviti z kar velikim številom strank, ki so nekje tako na meji tega vstopa v parlament. Ne? Tukaj mislim, da okoli tega praga bo kar velika gneča. Ne? In tukaj to zna tudi konec koncev, ne, sam razplet volitev biti v veliki meri odvisen od tega. Ne. Morda ne od tega, kdo bo na prvem mestu, ampak kdo bo zadnji, ki bo prestopil prag. Ne. To zna vplivati. Ne. No, kar se tiče same neke vsebine, pa tukaj jaz ne vidim neke prav zelo velike obogatitve, recimo nekega trga političnih idej v Sloveniji. Ja. Zdaj, Tino, zasebni mediji seveda pač si sami določajo, tako rekoč, koliko bo imel soočen, koga bojo povabili in tako naprej. Imamo pa nek kontrapot temu, ne? Javno televizijo Slovenija, ki ima neka svoja pravila. Zdaj, koliko je nenavadno, da mi ne vemo, ne? Ko se začne že volilna kampanja, mi še ne vemo, katere so parlamentarne stranke za RTV Slovenija. Ne? Recimo za Našo deželo Aleksandra Pivec so včeraj sporočili, da je tudi po njihovem parlamentarna stranka in bo hodila lahko na soočenja za parlamentarne stranke. Se pravi, koliko je čudno, da ima TV Slovenija neka ta svoja pravila, kjer določa, kjer so parlamentarne stranke in kjer niso. In kako čudno je, da mi ne vemo pač v bistvu, ko se volilna kampanja začne, katere so parlamentarne stranke, katere pa ne. Ja, najprej je zmeda v Državnem zboru, kjer pač ta navade in običaji in pa tudi zakonodaja dovoljuje te nenavadne prestope večkrat in tako naprej. Pa tudi javnost skozi medije to dovoljuje, ne, in ne kaznuje človeka, ki menja 7 strank. Kakšne celo nagradi, bi rekel človek. Ne? Ja. Če 7 strank zamenja, pa še zmeraj v parlamentu, pa nekaj mora delati prav. Zdaj, pri RTV Slovenija je pa zanimivo, ker je to zdaj itak novinarji smo verjetno med vsemi poklici na svetu najbolj narcisoidni. Ampak tu gre še hujše. Ne? Tu gre za nek mesijanski kompleks, ko hočeš arbitrarno odločati. Ne? To je podobno kot častno razsodišče Društva novinarjev Slovenije, ker si pač trije izvoljeni razpravljajo, kot da bi bili na sodišču, kot da bi imeli mandat, pa ni važno, nekakšno izobrazbo imajo, ne nič. In tako tudi zdaj oni so se ujeli v past, ker so morali pred leti zaradi želja globoke države spraviti med parlamentarne stranke tudi stranko Alenke Bratušek. In potem so to pač nekako bi rekli, spalamudli in jo spravili noter. Zdaj po teh istih pravilih, ki so jih pač, tu gre za neko, kot v pravu, ne, ko je ena stvar odločena, določena, se potem vedno ravnaš po njej. Nek precedens v bistvu. Precedens, ja. In v tem smislu se morajo zdaj tega držati in zato so morali s stisnjenimi zobmi v bistvu povabiti Pivčevo in odsloviti Goloba. Ja, ampak bi človek pričakoval, da bi to vedeli, predno se je začelo. Ne? Ker recimo zdaj Naše dežele na prvem soočenju ni bilo, zdaj bo, ne? Lahko prisotna in tako naprej. Se mi zdi nenavadno, no? Da se mi sprašujemo. To pač ta koncept se mi zdi nenavaden. Matevž, da ne vemo pač, ne? Ali pa TV Slovenija ne ve, kdo so parlamentarne stranke, kdo niso. Zdaj ne vem, imajo v drugih državah take probleme, ampak vseeno, pri nas po 30 letih
in že več zdaj svobodnih volitev, bi lahko še te stvari naštudirali. Ne? V vsakem primeru bi jih morali naštudirati pravočasno. Preden se začne kampanja, preden začnejo za soočeni, ne pa da je zdaj potem ena stranka, pravzaprav, ki je tukaj pripoznana kot parlamentarna, na nek način hendikepirana, ker na enem od soočenj ni mogla sodelovati. Ne. Tako da tukaj je tukaj, ker stvari očitno niso toliko jasne in transparentne, kot bi človek pričakoval, da bodo. Po drugi strani pa verjetno Tino... Ja, izvoli. Zdrava kmečka pamet ti pove točno, kdo je parlamentarna stranka. Ne? Ja, parlamentarna stranka je tista, ki je bila pred 4 leti izvoljena v parlament in nobena druga. Zdaj, če si je zamenjala ime in da je ostala ista struktura, se lahko reče, da je to ista stranka. Ampak če je pa nastala na novo in se zamenjala članstvo, zamenjala vodstvo, zamenjala vse, ime, program, pa žal, ne, to po moji logiki ni parlamentarna stranka. Zdaj, če bi mene vprašal predtem, ne bi jaz isto rekel, zato sem bil začuden, ko sem slišal, da so pač sprejeli tako odločitev, ampak so potem razložili tako, kot sta vidva omenila, ne, z Matevžem, da je pač to na podlagi prakse, mislim, da so rekli celo javno dostopnih virov, pa pravne, ne vem česa, podlag in tako naprej. Skratka, očitno je šlo za neko zelo zapleteno odločitev. Ne. Ampak po drugi strani se pa človek vpraša, ne, zdaj Robert Golob ni parlamentarna stranka, ok, razumemo, ampak verjetno ljudje, Golob je nekdo, ki bi ga ljudje radi gledali na soočenih. Ne. A je tu zdaj hendikepirana po vajenem mnenju nacionalka na nek način? Ne. Ker ne vem, bo zdaj Golob hodil na soočenja neparlamentarnih strank, pa bojo ljudje ta soočenja gledali samo zaradi tega, ker bo tam Robert Golob. Ja, po eni strani je to nefer, ampak to je nefer že od vsega začetka, ker če imamo pač tak sistem, oni v en studio pač ne morejo 20 ljudi povabiti in narediti. To bi bilo kontraproduktivno, soočenje, se strinjam. Z tega stališča jih je treba razumeti. Ne? In če so se odločili, da bodo parlamentarne in neparlamentarne, to je tudi pač, če rečem, fair enough. Ne? Tudi če rečemo, da je, lahko se strinjamo, da je Golob v slabšem položaju, kot so te stranke, ampak če je vstopil v politiko tako pozno, je pač to del posla. Ne? Za Goloba se ne bojim, ne? On že ima pomoč pa podporo drugje. Bolj se mi zdi za televizijo pač neugodno, če bi želela tekmovati glede rejtingov. Ampak marsikatera stranka bi zamenjala z Golobom, če bi dobila njegove rejtinge v anketah, ki so ponarejeni. Se strinjam. Bomo v tem še v nadaljevanju oddaje, tako da ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako so potekala in kako bodo volilna soočenja. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno dr. Matevž Tomšič in Tino Mamić. Pogledamo oziroma gledamo pa v drobovje predvolilnih soočenj. Matevž, Tino, zdaj rekli smo že v prvem delu oddaje, ne, teh volilnih soočenj bo naenkrat kar veliko. Vemo, Planet TV je v bistvu začel že pred začetkom uradne volilne kampanje, tudi TV Slovenija je v bistvu imela že neko oddajo Tarča, ki je bila temu posvečena, potem so zdaj imeli tudi že eno prvo tako veliko predvolilno soočenje, včeraj so imeli bolj na vsebinske teme, včeraj je s tem začela tudi največja komercialna televizija Pop TV, ki je napovedala 5 soočenj do volitev, nacionalka jih bo seveda imela še bistveno več, ker oni morajo ločevati parlamentarne stranke od neparlamentarnih. Skratka, neka poplava teh soočenj bo. Zdaj vemo, ne, tisti, ki merijo javno mnenje oziroma pač analitiki teh volilnih rezultatov, zmeraj pravijo, da se dobršen del volilnega telesa pač tik pred zdajci, pred volitvami odloča, koga bo podprl. Kakšno je zdaj vajino mnenje? Bo ta poplava volilnih soočenj imela kakšen vpliv recimo na volilno udeležbo in na rezultate ali ne? Ja, spet bom rekel, tako v teoriji ne bi ga imela. No. Skratka, tukaj, če gledamo na stvari čisto nekako nasplošno, lahko rečemo, ja, da več kot je soočen, več je neke konkurence, konec konca. Ne. Več je recimo več je ponudbe tukaj, ne. Tovrstnih oddaj oziroma tovrstnih vsebin, ne, in da s tem na ta način imajo volivci več možnosti dobiti neke informacije relevantne
informacije. Ampak ja, je pa problem to, če tukaj ni neke vsebine, ne? Če se tukaj zadeve ponavljajo, kot smo že prej rekli, ne? Ko se postavljajo ista vprašanja, iste teme, potem so tudi odgovori bolj kot ne isti, ne? Če se zadeve, če se ne naslavlja pravih vprašanj, ne? Če se postavlja v spredje neke dost nerelevantne teme, ne? Recimo, ko recimo v ene parih soočenih so kar nekaj časa posvetili, da razpravijo o tem, a je ta zdajšnja misija, slovenska misija v Ukrajini, a je to vojaška ali diplomatska ali kakšna, pri čemer je šlo nič drugega kot za neko terminološko telovadjenje, ne, in glede tega so se, ne vem, tam prepirali, tako da takšne debate pa dejansko ne prinesejo neke dodane vrednosti. Se strinjam, zato ker sam spet jaz mislim, da je večji problem pri novinarjih kot pri politikih. Zato ker novinarji, če bi se postavili v funkcijo novinarja, torej da so tisti predstavniki javnosti, ki v imenu javnosti sprašujejo politike o tem, kaj so, kakšni so, in jih kažejo javnosti in jih predstavijo javnosti. Torej, novinarji bi morali politikom postavljati taka vprašanja, kot si jih želi postaviti, ne vem, moja mama ali moja nona ali moj sosed. Ne? Oni pa tega ne delajo. Ne? Če bi oni taka vprašanja postavljali, bi dobivali tudi drugačne odgovore. Zdaj, dokler se bojo šli na to, če upravim tujko, prepucavanje, torej da se samo išče neke duele, pa dejansko bojo ljudje rekli, saj ni nobene razlike med strankami. Glede na soočenja, dejansko ni velike razlike med strankami. Tudi predlagam, da si ljudje tudi pogledajo recimo različna soočenja in bojo videli recimo, da je na Planetu TV, da so bistveno bolj vsebinska vprašanja in konkretna vprašanja in si lahko lažje ustvariš mnenje o določeni stranki kot drugod. Ali pa zdaj bom naredil reklamo za nas, tudi z Radiem Ognjišče skupaj, z Domovina in Radio Ognjišče smo naredili tudi soočenje, ki bo tudi na internetu, jutri bo predvajano, tako da tudi vabim, da si pogledajo in bojo videli, da je tu precej več konkretnih stvari kot drugod. Zakaj po vašem mnenju novinarji ne postavljajo vsebinskih vprašanj oziroma vprašanj, ki bi zanimali volivce? Ker če mi probamo zdaj se postaviti v vlogo odvetnikov volivcev, kaj volivca zanima? Verjetno ga zanima pač osebni položaj, kako bo živel in neke te ključne stvari v državi, te nianse, o katerih sta prej govorila, verjetno res niso zanj najbolj pomembne. Ne? Ja, zagotovo za povprečnega volivca je povsem nepomembno, a je človek, ki je zdaj diplomatski predstavnik v Kijevu, a je del vojaške misije ali je del diplomatske misije. Ne? Tukaj gre za dejansko, to dejansko kaže, kako določeni novinarji tukaj nimajo nikakršnega občutka za to, kaj je bistveno in kaj ne. Je pa tukaj seveda lahko tudi čist nek namen zadaj, ne? Tudi lahko gre tudi čist za neko agendo določenih medijev ali pa celo določenih posamičnih novinarjev, da poskušajo z takšnimi, ko bi rekel, nepomembnosti. Ne? Tukaj gre dejansko za neke take črkobralske, konec koncev, debate, ne? Da skušajo stvari odvrniti od tistih bistvenih vprašanj. Tudi konec koncev, če imamo že tematiko, recimo, agresije na Ukrajino, seveda tukaj bolj tehtni vidiki, ki jih bi bilo potrebno izpostaviti, ne? V smislu nekega splošnega učinka tega, kaj se dogaja za varnost v Evropi, za odnose, za mednarodne odnose, vpliv na recimo, ne vem, dobavo energentov in podobnega, ne pa tukaj zdaj, a je nekdo bil z nečem seznanjen ali ni bil, ne? In potem dejansko imamo opraviti s takim iskanjem dlake v jajcu, v smislu tega, ali je Janša, ko je šel v Kijev, dejansko obvestil vse tiste, ki bi jih moral, ali jih ni, ali se je uskladil z drugimi, ne? In tukaj se na nek način kaže neka taka, kako bi rekel, malenkostnost. Ne? Tako na strani voditeljev oziroma novinarjev, kot tudi na strani mnogih politikov. Po mojem gre za nepoznavanje, za nek amaterizem.
neprofesionalnost, ker se ne poglabljajo, ne gledajo tujih televizij, ne gledajo, kako v Italiji ali pa v Avstriji naredijo soočenja in da bi potem to prekopirali. In pol pridemo do tega, da imamo tam neko groteskno sceno z nekimi, kaj so bili tisti protitankovske ovire in pol barve ukrajinske zastave, da ne veš, ali je to Luna Park ali je to ta bojno polje. Tako res nedomiselno. Ne? In če bi se malo ozrli okrog, bi videli, kako se to dela. Zanimivo je tudi to, ne, da posebej ta tema Ukrajina s tem velikanskim uspehom Janeza Janše, ne, diplomatskim, si dejansko novinarji delajo slabo uslugo levim strankam, če to poudarjajo in če to dajo v prvi plan, ker potem tudi ljudem, ki mogoče ne poslušajo vsak dan televizije in gledajo to, bojo tam zvedli, da je Janša poslal kot eden od 3 držav na svetu, je tudi naša poslala veleposlanika v Ukrajino. Ne? Diplomatskega predstavnika. Ja. Da ne bo še nas kdo obtožil, da poslabšujemo odnose. Ravno pri tem tukaj vidimo dejansko, da gre lahko tudi za neko točno določeno agendo. Okay, tukaj zdelo se strinjam z Tinom, da je to da je veliko nevednosti tukaj. Ne? Da ja, na splošno informiranost mnogih slovenskih novinarjev je na zelo nizki ravni, sploh če gre za neko malo bolj tako prej oddaljeno tematiko, kot je recimo situacija v Ukrajini, o tem dejansko ne vejo kaj dosti. Ne? Se spomnimo se tistega, ki je, ne vem, mislim, da je bil to drugi dan vojne, že praktično napovedal padec Kijeva v nekaj urah, pa vemo, kaj se je zgodilo. Hkrati pa gre tudi za preusmirjanje, konec koncev. Ne? Tukaj nekaterim, kot kaže, oziroma nekaterim političnim silam v Sloveniji zagotovo gre močno v nos ta odprava Janeza Janše in še 2 njegovih premierskih kolegov v Kijev. Čeprav je mednarodna javnost to sprejela nedvomno pozitivno. Ne. Tukaj Janša in kolega so bili dejansko medijske zvezde, so se pojavljali na vseh osrednjih televizijah. Ne. In ja, tukaj pa delu politike in delu medijev pa v Sloveniji pa to seveda ni bilo všeč in potem nekako so poskušali izpostaviti neke nepomembne vidike v smislu tega, ali je bilo to usklajeno v Evropski uniji. Potem smo slišali take precej absurdne obtožbe oziroma kritike, da je šlo tukaj za soliranje. Ne? Če so šli 3, to po definiciji ne more biti soliranje, ker solo pomeni, da gre eden. Ne? Tako da že to je nekako, že tako, tu vidimo abotnost tovrstnih obtožb. Ne? In ja, tukaj, če se debata usmeri na take, kako bi rekel, nepomembne tehnikalije, potem preprosto zmanjka časa za bistvene vprašanja, za bistvena, za neko bolj poglobljeno analizo recimo določenih pojavov. Ja, ampak vseeno, ne, kot vidimo vsaj na začetku, ta televizijska soočenja so zelo gledana. Ne. S Pop TV so objavili, da je njihovo televizijsko soočenje včeraj bilo najbolj gledana oddaja v tem terminu, se pravi v ponedeljek zvečer po 8 uri, tudi zelo visoke rejtinge so dosegli s tem soočenjem. Po drugi strani pa recimo imamo stranke, ki ne hodijo na soočenja, čeprav so tja povabljeni. Posebej bi izpostavil recimo Listo Marjana Šarca in pa Gibanje Svoboda Roberta Goloba. Mislim, da oba ne hodita na soočenja na Planet TV. Zdaj, kako vidva to komentirata? A če je preveč soočen za gledalce, mogoče tudi za politike, že skoraj preveč soočen, pa morajo zbirati, kam grejo, ali so kakšni drugi razlogi tu zadaj, da pač eni enostavno ne hodijo na določene soočenja? Pri Golobu je gotovo strah, ne? In pri Šarcu tudi. Strah pred neprijetnimi vprašanji. Ker gre za 2 bleferja v politiki, 2 človeka, ki se mogoče na marsikaj spoznata. Ne? Recimo Šarc se spozna na recimo imitacijo, imitiranje in na vaške veselice, na te skeče in tako. Ne? In Golob se tudi spozna na določene stvari v poslu. Ampak o sami politiki pa res ne vesta veliko. Kljub kilometrini Marjana Šarca. In takemu človeku lahko hitro postaviš neprijetno vprašanje in ga spraviš v neprijeten položaj. In zdaj, če se Golob zaveda svojega karakterja, ki je zelo buren, on je pač sangvinik, hitro vzkipi, mogoče so mu tudi svetovalci odsvetovali iti na Planet TV, ker bi lahko dobil preveč neprijetna vprašanja in se
lahko potem osmeši oziroma preveč burno reagira. Ampak zdaj me zanima vajno mnenje, zdaj jaz nisem zasledil, pa bom vaju vprašal, a sta ugotovila, mislim, se vam je zdelo, da je kdo že dobil kakšno neprijetno vprašanje zdaj na teh soočenjih in da se je usmešil, recimo? Ja, to... Mislim, tako v tem smislu, a veš, Matevž usmešil, da bi pač recimo to postala tema sama po sebi in se pol o tem pogovarjali v medijih, v javnosti in tako naprej. Se mi zdi, da zaenkrat nekih takih zelo neprijetnih vprašanj strani novinarjev, se vračamo na tisto, kar smo se prej pogovarjali, ne, niti ni bilo. Zdaj v tem smislu, da bi pač nekdo res flopno, ne vem kako močno. Ne, vprašanje bi bila lahko bolj ostra, bolj kritična. Čeprav seveda nekatera so kljub vsemu blane in tudi nekateri nekako, ne bi glih rekel, da so se osmešali, ampak vsaj so izpadli vse prej kot v dobri luči. Recimo, ne, ko je predstavnik SD Matjaž Nemec na enem od soočenj na Planetu tako rekoč zagovarjal Zorana Jankovića in njegov odločitev, da ne vrne Putinovega odlikovanja. Ne. To vsaj zame nikakor ni izpadlo kot nekaj pozitivnega. Ne. Za koga drugega pa mogoče je, ne, zdaj vprašanje. No. Vedno je to stvar osebne perspektive tudi. Ja, tudi recimo konkretno, ko je to naše soočenje, ne, ki sta ga vodila Alen Salihović in Peter Merše, ko je postavil konkretno vprašanje Peter Merše eni kandidatki, koliko spolov je začela jecljati, ni znala odgovora. Ne. Tako da, če ti postaviš normalna vprašanja, ne, lahko dobiš zelo zanimive odgovore. Ne. Zanimivo je pa tudi to, recimo, ko gledaš recimo nastope, konkretno Matevž je omenil Nemca na Planetu. Nemec je bil na Planetu veliko bolj zmeren, recimo v svojih stališčih, kot je na drugih televizijah. Tako da je tudi to je zanimivo, ne, gledati, kako se prilagajajo. Ne. Zato so ravno taka vprašanja, kot koliko spolov je po tvojem mnenju, zelo konkretna in zelo dobra, zato ker ti pač to pove. Če ti hočeš kandidirati, potem odgovori tudi na ta vprašanja. Kaj si misliš o tem? Ali je prav, da se v cerkvah zvoni ali ne? Ali bi bilo za to ukiniti? Ali je treba ukiniti omejitve na avtocestah? To so čisto taka konkretna vprašanja, na katerih si povprečen človek dobi ogromno podatkov, če izve te odgovore. Zdaj, eni po lastni volji ne hodijo na soočenja, drugi pa zaradi objektivnih okoliščin. Ne. Zdaj, na teh prvih dveh velikih, da tako rečem, volilnih soočenjih na nacionalni televiziji in Pop TV, kjer so bili lideri strank, je manjkal predsednik vlade. Zdaj, obakrat je bil tujini. Enkrat mislim, da na srečanju NATO, drugič zdaj v Zagrebu na bilateralnem obisku, enkrat ga je nadomeščala pač Romana Tomc, evropska poslanka, drugič Aleš Hojs, notranji minister. Kaj vi pravite na to? Pričakujete, da se bo v nadaljevanju Janša udeleževal teh soočenj, če mu bo seveda čas dopuščal, in ali njemu in SDS-u škodi, če njega na teh soočenjih ni in ga tam nadomeščajo, rečemo tako v narekovajih, drugi vidni politiki te stranke? No, jaz bi rekel, da z vidika stranke SDS bi bilo nedvomno potrebno, da bi se njen predsednik, ki je hkrati predsednik vlade, soočenj udeleževal, če kolikor mu le čas in možnosti to dopuščajo. Ker konec koncev tukaj nekako je bilo opaziti neka diskrepanca, ne, na teh soočenjih. Ne. Vse ostale stranke so, ali pa vsaj veliko večino ostalih strank, so predstavljali predsedniki ali pa eni od, recimo, predsednikov, če je šlo za neko koalicijo, kot je Povežimo Slovenijo. Tukaj pa pri SDS-u pa temu ni bilo tako. Ne. In tukaj že glede tega je nekako tukaj stranka bila v nekoliko drugačnem položaju, ne. In seveda tudi treba je upoštevati, ne, da tukaj Janez Janša, ne, je kot nek politik z dolgo kilometrino, kot dosti dober retorik, nedvomno, bi bil neka velika dodana vrednost za stranko. Jaz se strinjam s tem, gotovo je, da bi SDS-u gotovo, če je prvi človek, če prije na soočenje, to gotovo več pomaga. Ne. Je pa smešno recimo reakcije, ne, ko je Golob rekel, da si Janez Janša ne upa priti zato, da se bo z njim soočil. Ne. To so pa take smešnice. Ne, medtem ko se sam sebe osmesiš, ker vsak ve, vseh soočenj, ki so v, recimo temu, nekontroliranem okolju.
Ja, ne, seveda, pač marsikaj se bo še dogajalo vmes, bomo videli, kaj bo v prihodnje, ne, tudi glede udeležbe predsednika vlade na teh soočenjih. Zdaj, tole me še zanima, vajino mnenje. Veliko, kakorkoli obračamo, ne, tudi na Pop TV, kjer so pač povabili samo določene stranke, jih je bilo na koncu kar precej. Zdaj, te manjše stranke, ne, tiste, ki niso recimo v igri za zmago ali pa ki se bolj borijo za to, da bi prišle v parlament, kaj lahko storijo na teh soočenjih? Zdaj, po eni strani jim to na nek način omogoča, da so vidne, ne, da nimamo lažnega občutka, da gre za izbiro samo med 2-3 strankami, po drugi strani pa tudi verjetno se v tej kakofoniji, bi tako rekel, lahko izgubijo. Kako vidite to situacijo malih strank in kaj lahko recimo ti njihovi kandidati, lideri, ki nastopajo na teh soočenjih, storijo, da bi lažje dosegli ugoden volilni rezultat za njih? Majhni skušajo vedno presenetiti oziroma dati neke inovativne ideje in neko novo politiko, pač da so bolj, če rečem, radikalni v pozitivnem smislu, ne? Torej, da bolj odločno ali pa tudi bolj populistično, če hočete, reagirajo. Ampak to sami vejo, ne? Tako da ne potrebujejo, mislim, da naših nasvetov, ker težko bi moral tudi videti, kje je njihov fokus, ne? Da lahko potem rečeš, kaj naj stranka naredi. Gotovo je pa recimo Jelinčič eden tak, ki zelo dobro ve in zelo dobro izkoristi vsa ta soočenja, ne? Tako da on je gotovo en tak primer, kako iz tega narediti čim več. Je pa to, ne? Te male stranke so res da majhne, ampak na teh volitvah bodo verjetno ravno te stranke odločile, kaj bo, ne? Zato je zelo pomembno, recimo za celotno državo, ali se bo v parlament uvrstila recimo tudi stranka Naša dežela konkretno, ne? Če predpostavljamo, da se povežemo s Slovenijo, verjetno bo. In potem recimo, če stranka Alenke Bratušek izpade, kar tudi verjetno bo, in Šarec je na meji, tako da recimo pri Šarcu je tudi dosti odvisno. Če Šarec pade ven, se takoj tisti recimo njegovi 4 poslanci se prerazporedijo drugam in lahko pride potem ena vlada lahko ena stranka dobi, ne vem, enako število glasov, ampak samo pri par glasovih od Šarca lahko pridobi ali pa izgubi. KUL je potem pripolovljen v tem primeru. Ja, če bi to bilo, kar pravi Tino, bi ostala samo še polovica KUL-a. Ja, ampak mi sploh lahko rečemo ta hip po vajinem mnenju 26 dni do volitev, kdo bo prišel noter, kdo ne bo prišel noter. Vemo, dogajala so se tudi presenečenja, ne samo glede tega, kdo bo zmagal na volitvah, ampak tudi glede tega, kdo se bo uvrstil v parlament. Nekako se mi zdi, da te stranke, ki so skozi na meji, pol na koncu zmerom na nek način pridejo noter. Zdaj, kako vi to komentirate? To neko, kaj pa vem, nek občutek sočutja zbudijo pri volivcih, ali kako jim uspe nekako zmerom dobiti to zadostno število glasov, da prestopijo ta parlamentarni prag, ne? Ker človek bi pričakoval, da se bojo volilni glasovi bolj grupirali, posebej v taki situaciji, kot jo imamo zdaj, ampak zaenkrat ne kaže še, da smo čisto na tem. Ja, no, tukaj nekatere stranke ostanejo tudi pod pragom, ne? Konec koncev Slovenski ljudski stranki, ki je taka stara stranka, se je to zdaj mislim, da že 2-krat zgodilo, ne? Da so za ne prav veliko zgrešili vstop v parlament. Ne? In tukaj, ja, tle, ko govorimo o možnostih stranke, ne, ali pa tudi o načinu glasovanja volivcev, ne, tukaj pač ljudje imajo različne strategije. Ne? Eni, recimo, volijo za stranko, recimo tisto največjo stranko na, recimo temu njegovem polu, ker smatrajo, da pač pomembno je, da dobi relativno večino. Nekateri se pa odločijo drugače, ne, pa volijo neko manjšo stranko iz istega pola, ki je nekje na meji, ne, in potem nekako računajo, ne, da bodo s svojim glasom prispevali, da bo ta stranka prešla čez prag in bo pol ta recimo nek blok kot celota dobil več. Se pravi, tukaj načini odločanja so lahko različni, lahko pa tudi neka stranka preseneti, neka manjša recimo za kakšno svojo, recimo temu, ne vem, recimo izvirno idejo, ne, ali pa lahko najde neko nišo, ne, na katero se osredotoči. Tukaj recimo Zmago Jelinčič je velik mojster glede tega, ne, se pravi, iskanje nekih niš. Tukaj je očitno izbral to nekakšno rusofilijo, ne, kot neka niša, ki
ki bi lahko, skozi katero bi lahko prišel v parlament, ne, ker nekako računa, ne, da ostale stranke v sedanji situaciji so bodisi nekako nasprotujejo ruski politiki kot taki, ali pa tudi tisti, ki so bili prej bolj prorusko naravnani, ne morejo ravno direktno te podpore izraziti. Medtem ko on je pa neka majhna stranka, ki je izven evropskih povezav in lahko direktno pove. No, Pri Jelinčiču je po mojem to ta njegova želja in nagovarjanje srbske manjšine v Sloveniji, ki je zelo številna. Srbov v Sloveniji je okrog 50 tisoč, kar pomeni, da z njihovimi glasovi teoretično bi lahko prišel, samo z njihovimi glasovi bi prišel že v parlament. In po podatkih, ki jih imam, recimo tako razni indici, je on že na prejšnjih volitvah dobival precej teh srbskih glasov, kolikor se to sliši nenavadno, ampak s to rusofilijo recimo in Putino in filoputinstvom gotovo, da nekaj dobi. Zdaj, če sam poskusim odgovoriti na tisto vprašanje. V zadnjem trenutku, ko se volivci odločajo za take majhne stranke, je zelo pomembno, ali vidijo za tisto stranko realno upanje, da bo stranka prišla v parlament. Ne? Zato je potem v bistvu prav na pragu je zelo malo strank. Ne? Recimo, da bi samo za 500 glasov, da bi zmanjkalo, to se ne zgodi dostkrat, večinoma ti manjka, ne vem, 20 tisoč. Torej, ali imaš 1%, ali jih imaš pa 4-5. Te vmesne jih je zelo malo in to kaže ravno na to, da ljudje nočejo voliti stranko, ki ne pride v parlament. Zato je potem za te male stranke zelo pomembno, kako prepričati volivce, da bojo oni prišli v parlament. Ker če ne so tudi, poznam par ljudi recimo, ko je volilo eno stranko iz, če rečem, ljubezni in potem se ni uvrstila v parlament in so bili potem razočarani, jezni, pa zelo so rekli, da bomo več na volitve. Pri koncu oddaje samo tole me še zanima, kako pomembna bo po vašem mnenju volilna udeležba? Lahko pričakujemo višjo volilno udeležbo kot ponavadi, zdaj nekateri indici v to smer so, ampak treba je počakati na dejansko rezultat na volilno nedeljo. Kaj vi pravite o tem? Zna biti visoka zaradi različnih vzrokov. Eno je to, da se veliko govori o politiki zadnje čase, tudi zaradi Ukrajine, recimo ljudje malo bolj spremljajo. Drugič, zato, ker bo ta Glas ljudstva, ta levičarska aktivistična organizacija, ki se imenuje nevladna, čeprav dejansko se bori za oblast, hoče s terenskim delom pripeljati ljudi na volitve in zna biti, da če se jim bo to posrečilo v precej manjši meri, kot se mi je posrečilo z referendumom poleti glede vode, to pomeni lahko precej višjo udeležbo. Pričakovati pa je tudi, da bodo te tradicionalne stranke, ki imajo svoje mreže, da bodo bolj recimo volili oziroma bolj vozili volivce na volitve in jih bolj spodbujali oziroma bolj jim pomagali, da pridejo na volitve, in zato se zna zgoditi, da bo mogoče višja udeležba. Pa odvisno tudi od vremena, od vsega. Bomo videli, kaj se bo v prihodnje dogajalo, zagotovo se na to temo v oddaji še srečamo. Za danes pa dr. Matevž Tomšič, Tino Mamić, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o prvih predvolilnih soočenjih že 710. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj mladi rinejo v politiko. Naša gosta bosta predsednika podmladkov Slovenske demokratske stranke in Socialnih demokratov. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.